Prenova je prinesla dovolj sprememb, da je stanovanje vredno spet predstaviti. Lastnika sta izkoristila njegovo lego, stanovanje je v vrhnji etaži manjšega bloka in sobam zagotovila bistveno več svetlobe s tem, da sta v streho vdelala posebna okna za ravne strehe. A to še zdaleč ni vse, kar je drugače kot pred 2 letoma. Stanovanje v Ljubljani sta lastnika Špela Modic in Alen Šik prvič opremila ob vselitvi pred približno 8 leti. Predstavili smo ga v prvi sezoni naših oddaj Ambienti. Špela in Alen, daj povejte mi, zakaj se človek po zgolj 8 letih odloči lepo, celo nagrajeno stanovanje začeti spet rušiti in obnavljati? Prvi razlog je ta, da se ljudje spreminjamo. In tako kot se je staro stanovanje ni bilo več ustrezno za nove nas. Živa je zrasla, je šla v šolo, je rabila novo sobo, midva sva pogrešala barve, neko bolj toplino, ker so bila mogoče jaz, no. Majčkeno preveč podrejena trendom arhitekturnim, ki so zapovedovali vse te les, belino, sivino, nadžbaru in takrat smo mogoče malo podlegli preveč trendom. Zdaj smo pa se vrnili nazaj v stare tire, se pravi barve, ki so življenje in se počutimo boljše. Predlagam, da se malce sprehodimo po stanovanju, po posameznih prostorih in primerjamo, kaj je bilo prej in kaj je zdaj novega, kako je stanovanje zasijalo v drugi luči. Začelo se je živino sobo. Imamo precej obiskov, ki tudi pri nas prespijo in potrebujemo tudi sobo za goste, ampak kvadratov je toliko, kolikor jih je in prostora je toliko, kolikor jih je. Tako da sem želela v živini sobi narediti eno malo večje ležišče, 1,20 x 2 metra, in še eno dodatno ležišče spodaj. In edina rešitev je bila, da to dvignemo. In ko sem začela risati pograd, sem ugotovila, da ne pridemo čez višino, da bi bilo zgoraj udobno in spodaj udobno. Potem se je Alen spomnil, da smo vendar na vrhu in da lahko strop dvignemo in to smo naredili. Ena večjih sprememb pri prenovi tega stanovanja je tudi nova omara med otroško sobo in spalnico. Stvar je taka, da smo podrli steno med spalnico in otroško sobo in smo vmes dali omaro, ki je globine 90 cm in je dvostranska. Se pravi, na eni strani imamo obešanje, na drugi strani imamo majčke in potem se ta raster zamenja. In seveda še moramo iti malo v kopalnico. Kakšno prenovo pa je doživela kopalnica? Kopalnica je tako, ker predsoba dobila prevleko iz mikrocementa, zato ker prej so obdržale obstoječe ploščice, take črne barve, na katerih se je po 10 minutah poznal vsak prahec. Našo ekipo je najbolj presenetilo, kako svetlo je postalo stanovanje po prenovi. Kot bi vanj končno posijalo sonce. Začelo se je pač z oknom v živini sobi, potem smo ugotovili, da je pametno poševnino speljati tudi v spalnico, ker če ne bi bilo komplicirano. Potem sem jaz rekla, vedno sem si želela strešno okno v spalnici. Ne toliko zaradi svetlobe, kakor zaradi pač nočnega neba, pa najboljše na svetu je spati, če pada dež pod strešnim oknom. Največja razlika je bilo lih v predsobi, ker je bila zelo temačna, še posebej prej, ko so bile temne barve pa zaprto. Je zdaj recimo, pa je tam najmanjše okno, pa se ful vidi razlika, no, tako da je praktično luč prižgemo šele, ko čist se zatemni. In isto v jedilnici. Pa še ena pomembna zadeva je zračenje, ker se lahko tudi brez da se dela prepih med sobami, se lahko v vsaki sobi odpre stransko pa zgornje okno in je tudi tako vleko v bistvu bolj prijetno in glede na to, da smo na vrhu, gre tudi toplota potem sploh poleti recimo ven. Domen, zakaj bi se pri ravni strehi nekdo sploh odločil delati luknjo vanjo? Odgovor je zelo preprost. Da želi imeti v prostoru več svetlobe. Ker dejstvo je, da fasadno okno zaradi svoje vertikalne pozicije omogoča manjši pad svetlobe v prostor, kakor pa v primeru osvetlitve preko strehe. Svetloba prihaja v prostor od zgoraj, se pravi, ali je to direktna sončna svetloba, ki je bolj intenzivna ali bolj enakomerno razpršena, kakor imamo danes, ko je oblačno vreme. In fasadna okna pa niso orientirana navzgor, ampak na stran. Je pa seveda še tudi dodaten vpliv okolice na osvetlitev v prostoru, zaradi tega, ker okoliški objekti, vegetacija, relief
pomembno vpliva in lahko tudi zelo zmanjša osvetlitev, ki prihaja preko fasadnih okn v prostor. In v primerjavi z okni v strehi, lahko recimo, če naredimo primerjavo med strešnim oknom in pa fasadnim oknom, dobimo tudi do 2-krat več svetlobe, v primerjavi z oknom v ravni strehi pa celo 3-krat več. Pri ravnih strehah imamo glede odprtin ponovadi izkušnje s temi plastičnimi kupolami, to smo največkrat videvali, ki pa roko na srce niso najbolj estetska stvar. Kakšne so tukaj še rešitve? Ja, opažam, da ljudje izdelke za ravno streho zelo pogosto povezujejo z temi plastičnimi kupolami. Razlog je seveda v tem, da se v preteklosti produktov, ki bi omogočili osvetlitev prekalne strehe, ni bilo veliko na voljo. Moram pa poudariti, da izdelki za ravno streho so dejansko okna v horizontali. Se pravi, termopan, izolativna zasteklitev v okenskem okvirju. Imamo različne modele okna na voljo, lahko je fiksno okno, lahko je okno z ročnim odpiranjem, okno z električnim odpiranjem, kjer je vključen tudi senzor za dež, tako da se v primeru dežja okno avtomatsko zapre. Se pravi, sestavni del vsakega takega okna je potem tudi pokrivni element, pokrov, kakorkoli rečemo. In osnovna različica je akrilni pokrov, ki je lahko prostojen ali pa mlečen. Naslednje je potem ravno steklo. Zadnji produkt, ki se je pridružil izdelkom za ravno streho, je pa pokrov z ukrivljenim steklom, ki je pa dizajnersko tudi najbolj dovršen. Možnosti zamakanja med samim okenskim okvirjem in pa okenskim krilom je seveda pokrov tisti, ki skrbi, da do tega ne prihaja. Svetlobe torej pride veliko na ta način. Kaj pa, ko ne želim imeti toliko svetlobe? Potrebno ga je tudi nekako verjetno zasenčiti, ne? Ja, seveda senčila, tako pri fasadnih kot strešnih oknih so sestavni element. Ker mi z zunanjim senčenjem ustavimo pregrevanje v poletnih mesecih, z notranjimi senčili pa zmanjšamo toplotne izgube v hladnejšem delu leta. In na voljo pri izdelkih za ravno streho imamo zunanje mrežasto senčilo, ki je na solarni pogon, in je nameščeno med okenskim okvirjem in pa tem pokrivnim elementom. Se pravi, zaščiteno pred zunanjimi vplivi. Kar se pa osvetlitve na notranji strani tiče, pa lahko to reguliramo z plise senčili, ki zmanjšajo bleščanje, recimo v primeru sončnega dneva. Ob slovesu sta Špela Modic in Alen Šik napovedala, da to še ni dokončna podoba njunega stanovanja. V prihodnjem letu načrtujeta postavitev terase pred kuhinjo. Lahko še nekaj vprašam, po več delih vajnega stanovanja, pa tudi na vas sem zasledil tele lovilce sanj, Dreamcatcherje. Kakšna je tukaj zdaj povezava, odkot ta indijanski motiv? Ja, Dreamcatcherji so v bistvu tukaj imajo svoj namen, se pravi, da funkcionirajo. Spletali smo jih sami, tega v spalnici sem jaz delala, v živini sobi sta delala Alen in Živa. Naredili smo jih s pravo energijo, iz pravih materialov in izvrstno opravljajo svojo nalogo.